Pa smo spet pri prenovi podstrehe družinske hiše. Mlad fant, ki se je po nekaj letih vrnil iz tujine, je želel v domovini zaživeti samostojno življenje. Cene nepremičnin so medtem dodatno poskočile in edina smiselna rešitev je bila ureditev podstrehe, ki je bila dotedaj bolj ali manj ropotarnica. Streha pa je že tako in tako klicala po obnovi. Hiša iz 80-ih tako ni dobila le nove strehe, ampak tudi novega, srečnega stanovalca. Tole je še en primer odlično izkoriščene podstrehe družinske hiše, v katerem glavno vlogo igra tale element. Steklena tla oziroma z drugega vidika stekleni strop. Eva in Erazem živijo. Erazem, vi živite v tej prenovljeni mansardi, zato me najprej zanima, kakšna je zgodba mansarde in hiše. Torej, gre za hišo mojih staršev. Ko sem se vrnil iz tujine, sem aktivno pristopil k reševanju svojega stanovanjskega problema in nekako se je avtomatsko ponudila kot rešitev ravno ta hiša, ki je bila zgrajena konec 80-ih let, začetek 90-ih in je bila nekako najbolj logična izbira, kje začeti z reševanjem tega problema. In v kateri fazi ste se, Eva, vi priključili k prenovi? Erazem me je kontaktiral predvsem na začetku, tako da sva že pred samo prenovo naredila idejno zasnovo, kako bo zadeva na koncu izgledala. In Erazem, zdaj vprašanje, v kateri fazi, kdaj je padla ideja, tale najbolj drzna, divja ideja vaše mansarde o steklenem pohodnem stropu? Ideja se je v bistvu porodila čist naključno, ko sta bila pri meni na obisku prijatelj Boštjan in njegov kolega, arhitekt Branko Burnač. Takrat se je v bistvu čist naključno smo gledali ta požarno plato, požarno ploščo, ki je zazemala kar precej prostora, kaj s to ploščo sploh narediti, in je padla ideja, kaj če bi jo v celoti odstranili in namesto nje v bistvu postavili steklen strop. Res taka divja ideja, ampak kaj pa je potem taka ideja prinesla s seboj? Mislim, kako grobo je bilo treba poseči v samo konstrukcijo stavbe? Ja, steklo je samo po sebi precej krhko, a ne sploh za občutek človeka, ki stopi nanj, se kar ustraši, a ne. Zato je bilo tukaj treba narediti zelo močno jekleno konstrukcijo, ki to steklo nosi. No in ravno ta jeklena konstrukcija je pa omogočila to, da je stanovanje v 2 etažah, torej da smo dobili na ta način dupleks, na ta način tudi ogromno dodatnega prostora in v bistvu hišo, obstoječi objekt izkoristili do samega slemena. Odstranitev požarne plošče je bila zelo zahtevna in dolgotrajna. Streha hiše je bila 14 dni popolnoma odkrita. Čeprav je bil projekt večji od načrtovanega, je rezultat odličen in Erazmu ni žal za odločitev. Se verjetno to ste morali kar dobro preračunati, ne? Koliko točno mora biti stekla, da bo zares varno? Tako je. V bistvu na podlagi izračunov smo prišli do zaključka, da 3x1 cm stekla je več kot dovolj za vse dnevne potrebe. Lahko tudi za avtomobil parkirati, ampak to ni med dnevnimi potrebami. Gre pa za kaljeno steklo, seveda, ne? Torej, 3 plasti kaljenega stekla so to, ja. Večji izziv je bil predvsem to prinesti v stanovanje, ne? Ker ima ena plošča tehta tam okrog 150 kg, ne? Seveda to potem že, ko je bila zgrajena ta jeklena konstrukcija, tako da to je bil kar zalogaj. Logistični, ne, predvsem. Ampak danes je to, se mi zdi, ena glavnih zaščitnih značilnosti tele mansarde. Kaj vse je ponudila ta rešitev s steklenim stropom? Ja, ko se je prenavljala streha, smo dodali 9 novih strešnih oken, tako da je zelo veliko sončne svetlobe, dnevne svetlobe, ki skozi ta steklen strop pronica tudi v spodnjo etažo tega dupleksa in tako naredi res en tak ambient, kjer se čuti sončna svetloba. Eva, kako je organiziran tloris tele etaže, v kateri smo zdaj? Ker si nismo želeli spreminjati zunanjosti hiše, je vhodni del in stopnišče ostalo skupno in odprto, a ne?
Tako da v tem skupnem bivalnem prostoru so zdaj jedilnica, kuhinja in dnevna soba, v isti etaži je potem še spalnica in pa kopalnica. In kako je organizirana spalnica z garderobo? Spalnica je opremljena zelo enostavno. Na eni strani imamo posteljo, ki zaradi ambientalne svetlobe deluje kot da lebdi, tako imenovana lebdeča postelja. Na drugi strani pa je walk-in closet, torej tronivojska omara, ki ima na vratih zelo zanimiv vzorec, ki tvori, če so vrata zaprta, videz nekih drevesnih krošenj, ki poudarjajo neko toplino gozda v prostoru. Vidim pa, da ste se v zgornjem nadstropju tudi znašli, kar se tiče shranjevalnih površin. Ja, tako je. Želeli smo kar se da izkoristiti prostor, ki ga objekt ponuja. Tukaj je še posebej do izraza prišel predlog mizarja Primoža iz Vodic, ki je predlagal, da poskušamo pod same strešne lege umestiti omarice in na ta način smo v bistvu dobili ogromno prostora za shranjevanje najrazličnejših stvari. Lebdeče in ambientalno osvetljene so tudi konzolne stopnice, ki vodijo v zgornje nadstropje. Tu nas preseneti velik svetel in popolnoma odprt prostor. Na eni strani je delovni prostor, saj Erazem in njegovo dekle velikokrat delata od doma. Izkoristili so vse možne površine in uredili zares veliko shranjevalnih omar. Prek steklenih tal je dostop do lože s čudovitimi razgledi na okolico. Ste Erazem imeli kakšne ideje, natančna navodila glede barvne palete, ki jo želite imeti v stanovanju in katere materiale si želite imeti? Moja želja je bila, da bi bilo stanovanje nekako opremljeno na teh temeljnih elementih, torej kamen, les in kovina. Ja, glede materialov smo želeli narediti en kontrast moderno rustikalnega stila. Torej, pri rustikalnem stilu je poudarjen staran les in pa kamen neravne oblike. Modern stil pa je seveda ta jeklena konstrukcija in steklen strop. Ena zelo markantna zadeva v tem prostoru je tale kamin, ki je obložen s tem kamnom rustikalnim in s temi lesenimi tramovi, ki se v bistvu bohoti skozi obe nadstropji tega dupleksa in povezuje, se pravi, spodnji in zgornji del s to svojo oblogo in daje občutek enosti. Plinski kamin je namenjen vsem, ki nimajo veliko časa, pove Erazem. Pri takšnem kaminu ni čiščenja in ni treba nositi drv, kar je, če živimo v mansardi, zelo praktično. Poleg tega pa se kamin lahko vklopi tudi na daljavo. Imate sicer še kakšne pametne inštalacije v hiši? Ja, torej v hiši sem, ker je to moj hobi, poskušal vključiti kar se da veliko teh IT rešitev, tudi med drugim upravljanje z glasom. Vse praktično je povezano s telefonom in Wi-Fi omrežjem, tako da se poskuša čim bolj nekako približati vse te naprave uporabnikov. Recimo, žaluzije rolete lahko spustite dol s tem, da ukažete napravi? Tudi to. Lepo. Ne samo pametne inštalacije. Pametna je bila tudi odločitev za steklena tla, saj je nastala izvirna mansarda, kot je do zdaj še nismo predstavili v naših oddajah.